ker se ta korona vleče že dlje časa, sem že nekako navajena, no, tako, ko bo konec tega, mi bo bilo kar čudno mi bo iti v trgovino brez maske, tako počutila sem, da mi nekaj manjka na meni, ne. Ampak ja, vseeno pa upam, da bo kmalu konec, da bo konec te panike, ker ljudje so še kar panični, ker mislijo, da je res to hudo. Jaz, na primer, ker sem korono že prebolela in sem videla, pač na mene ni tako vplivalo, ne, tako da me ni več toliko strah. Za druge pa seveda starejši. Me je pa strah za moje starše, na primer, ker so že starejši, ne. Drugače pa, ja, upam, da se bo čim prej končalo, da ne bomo več živeli v tem strahu in paniki. Počutil sem se zelo tako zaprto nekam, ker sem bil skozi v hiši in nisem mogel nekam tako iti, pa tudi ni bilo toliko socialnega stika, pogrešal sem ful stik z ljudmi, tudi fizično mi je bilo tako, da bi koga objel, mi je bilo ful bad, ker pač tega ni bilo, ne. Potem, ko so se odprle končno meje, sem bil res eden najsrečnejših. Mislim, verjamem, da je bilo veliko ljudi je bilo srečnih, no, ker so lahko končno šli k prijatelji in preživeli praznike s prijatelji. To mi je bilo res odrešenje nekako. Ko se je začela korona, najprej je bilo ful čuden občutek, ker je bilo vse na novo, no, tako kar naenkrat se vse zaprlo, nismo mogli po gostilnah, mislim, tako s prijatelji na kavo. Ampak dejansko pol čez čas mi je pa na nek način pasalo, mislim, mi je ustrezalo, ker sem pa malo sama. In ko sem sama, ko imam mir, sem bolj ustvarjalna, no, ker rada pišem. In dejansko mi je pač pomagalo, pa več časa sem imela za sebe, torej večinoma sem bila doma. Ko ni bilo korone, sem bila veliko doma. Mogla sem v šolo hoditi in tako naprej, ne. Tako da zdaj sem imela veliko časa za sebe in mi je dejansko ustrezalo, koliko se je pa to ful vleklo in je bilo pa vsakič težje, no. In pa sem bila že vesela, no, da se je nazaj odprlo vse. Ko se je korona začela, je bilo zelo tako veliko presenečenje, zelo smo paničarili vsi in smo ostali doma. In na začetku niti ni bilo tako še hudo, ker smo pač se zamotili s tehnologijo. Potem pa vedno več časa, ko sem preživel doma, je bilo čedalje hujše, oziroma bil sem sam skozi, ker sta starša v bistvu hodila v službo in mi je bilo zelo dolg čas, pogrešal sem vse prijatelje in to je bilo vedno slabše s časom. In ja, vedno več je bilo tudi te. Razmišljal sem vedno več o stvareh, ki prej nisem. Mogoče je tudi bilo nekako dobro, da se je to zgodilo, zaradi tega, ker sem veliko več dal na sebe, delal sem na sebi, v bistvu poslušal samega sebe, kaj potrebujem. Ja, med korono sem izgubila svojo staro mamo, babico, ki je bila popolnoma zdrava, no. Pol je pa kar naenkrat se okužila z virusom in je postala zelo slaba, telesno in mentalno, tako da smo jo mogli potem odpeljati v bolnico in tam je potem umrla, tako čez kakšen teden, no, na respiratorju. In itak je bil šok za vse nas, ne, sploh za mene, ker sem bila zelo povezana z njo. In prvi sem se srečala s tako bolečino, torej ko izgubiš bližnjega in lahko rečem, da je res hudo in še zdaj sem občutljiva na to, ko gledam kakšen film in nekdo umre v filmu, se vedno zjočem, prej tega ni bilo. Zato, ker zdaj dejansko vem, kakšna bolečina je to, ko ti nekdo umre, no. In sem veliko bolj občutljiva glede tega, drugače pa najbolj me je pa smotano to, da je dejansko umrla zaradi takega bednega razloga, no, zaradi enega virusa, ki če ga ne bi bilo, bi ona lahko še dejansko živela 10, še ne celo 20 let. Tako da tale misel, da je umrla zaradi tega virusa, me še zdaj muči, no. Ker dejansko bi lahko bila še tukaj z nami, če ta virus nikoli ne prišel, no, v javnost, pod svetom, ne, se ne prišli. Jaz verjamem, da se vse zgodi z razlogom, no, in da je vse zapisano v zvezdah. Sigurno je razlog, zakaj je ta korona prišla v življenje. Mogoče da izuči človeštvo, ne. Tako da probam sprejemati, no, te reči na tak način, ker mi je potem veliko lažje.